V prelepem sončnem kraju nad Sevnico rastejo drevesa, velika, močna, in so to jablane, sevniška voščenka. Vsako leto bogato obrodijo. Veliko jabolk, veliko plodov, elegantnih, privlačnih oblik in barv. Ljudje jim rečejo ušenke. Lahko bi jim rekli, da so prave manekenke. Najprej so oblečene v zeleno, preden pa gredo na mizo, se preoblečejo v čudovito voščeno rumeno oblačilo, ki ima ob peclju rjavo ogrlico sestavljeno iz daljših in krajših stremen. Prehodile so že vso Evropo in družile so se z jedmi na dvorih po vsej Evropi, tudi Angliji. Bile so tudi na razstavah v Trstu 1882. leta, na Dunaju 1888. Tudi grof Adams jih je oboževal. Vendar časi so minevali, z njimi pa se je spreminjala tudi moda, ki so jo zastopale ušenke. Jablana je bila iz leta v leto bolj sama, osamljena in pozabljena. Vendar kljub temu je še vsako leto obrodila lepe in okusne plodove, za katere pa se ni nihče zmenil. Nekega dne se je ob njej pojavil drobni škrat, ki se je sprehajal po hribčku, kjer je rasla jablana. Opazoval je naravo. Ptički so peli, metulji so se spreletavali in čebele so nabirale med iz pisanih cvetov. Škrat se je ustavil ob jablani in si jo začel ogledovati. Drevo se mu je zdelo nesrečno, zato ga je vprašal: Drevo, zakaj si tako žalostno in nesrečno, ko pa vsi uživajo v tako lepem vremenu? In drevo je odgovorilo: kako naj bom veselo, če pa nobeden več ne mara mojih jabolk, čeprav so lepa, sočna, zrela. Škrat se je zamislil in razmišljal in razmišljal. Želel je pomagati drevesu, pa je tuhtal in tuhtal. In spomnil se je. Našel je idejo, ki je posebna, edinstvena in v skladu s časom. In svojo sposobnostjo čaranja je sevniški voščenki dal moč, da se spremeni v skladu s časom v posebne sadne prigrizke. Ja, in kar je rekel Škrat, sadni prigrizek s sporočilom slovenske dediščine, visoke kvalitete, z veliko hranilno vrednostjo, ki bogato vpliva na zdravje in dobro počutje, bo nova moderna prehranska oblika našega jabolka ali drugega pridelka, katerikoli sadne vrste. Sadno usnje zagotavlja ohranjanje vsega zdravega iz sadja in dolgotrajno uporabo, kot da bi užival sveže, pravkar utrgano. Škrat, ki v zgodbi nastopa, nas usmerja in poskuša rešiti to naše sadjarstvo, to naše sadno drevo. Skuša ga osmisliti naše pridelovalne možnosti. Začetki zgodbe segajo v lansko leto, ko sta študentki Višje strokovne šole Grm Novo mesto Anja Simčič in Tjaša Jazbec pod mentorstvom predavateljice Angelce Hrvat in docenta dr. Jožeta Podgorška s prvim prototipom sadnega prigrizka dosegla drugo mesto na državnem podjetniškem tekmovanju v
Popri v Novi Gorici aprila 2017. Isto leto jeseni pa so na 10. tekmovanju za študente z področja inovativnosti pravzaprav dobili sporočilno vrednost te predstavitve, saj je komisija napovedala temu prigrizku lepo prihodnost. Osnovna različica sadnega prigrizka je narejena izključno iz mletih jabolk, ki so jim odstranili peščišče, pecelj in muha, sadnjo pasto pa nato razmažejo na pladnje in sušimo v sušilnici. Izdelek je za jabolka značilni rjavi barvi, saj sadni kaši nismo dodali citronske kisline, so povedali. Za ta tip izdelka se uveljavlja termin sadno usnje. Domači strokovnjaki se strinjajo, da se v Sloveniji nahaja osupljivo bogata pestrost sadnih vrst. Nekatera drevesa iz travniških sadovnjakov so stara tudi več 100 let. Travniški sadovnjaki ohranjajo biološko ravnovesje v naravi, biotsko pestrost in bogatijo lepoto slovenskega podeželja. Uporaba neškropljenega sadja iz slovenskih travniških sadovnjakov bo zagotovila trajnostno pridelavo hrane vrhunske kakovosti. Spodbudila pa se bo tudi obnova starih travniških sadovnjakov, ki bo lahko zagotovila veliko delovnih mest, veliko prehranske varnosti. Na ta način pa se bo ohranjala in obnavljala naravna dediščina, njena pestrost in lepota slovenskega podeželja. Verjamem, da je Škratova zgodba podjetniška priložnost z veliko okoljevarstveno vsebino, istočasno pa tudi nov prehranski način rabe sadja. Res, da je novost razvojno primarna. Več 10 vrhunskih domačih strokovnjakov želi razviti tehnološki proces, ki bo omogočil industrijsko izdelavo izdelka ob upoštevanju ohranjanja lastnosti svežega sadja in vrednosti rabe tega. Vendar pri razvojnih prizadevanjih bodo pazili tudi na izvirne stare veščine shranjevanja, ki jih Dolenjska, Posavje in Bela krajina že tradicionalno poznata. Tako je pravzaprav Škrat začel zgodbo in ostati moramo pri opazovanju lepote naših sadovnjakov in pravzaprav priseči na to, da bomo postorili vse, da ne bomo dosegli pri naših vrtovih nazadovanja, saj današnji cilj je zaslužek in to lahko nadgradimo, predvsem z okoljevarstvenim vidikom, biološkim ravnovesjem v naravi in pa raznovrstnostjo same pridelave, prehransko pestrostjo. In da bo vse skupaj šlo, pa si zapojmo še pesem. Fantje, skup se zbiramo, jabolko nabiramo, ljubecam jih nosimo, ljubezni prosimo. Ljubezen res da sladka si, a slajša jabolka so 3. To vedi, draga ljubeca, ko dam ti sladka jabolka, jabolko ti zdravje da in si ta bo družina vsa. Ljubezen pa tudi mestoma, če rada imaš me ljubica.